Gostje oddaje Lik s kolesom premaguje puščavski pesek. Makadamske in asfaltirane poti se zoperstavlja močnemu vetru, dežju in neznosni vročini. Če bi sodili po urbani pisarni v Ljubljani, v kateri sva se sestali, ne bi uganili, da je avanturistka, čeprav v njenih podvigih pričajo izrezani članki, nalepljeni na steno. Dobro jutro, sem Bernarda Jurič, prihajam iz Dravskega polja, po poklicu sem gradbena inženirka, v prostem času sem športna avanturistka na kolesu, na smučeh, ko pa zmanjka snega, ko zmanjka cest, pa se podam v kakšen hrib, gozd, poiskati svojo pot. Tudi v času zaprtja javnega življenja se kolesarjenju ni odpovedala. V prvem valu epidemije koronavirusa se je v 120 km oddaljeno pisarno pogosto odpravila s kolesom. Ko so 48-letno športnico ustavili policisti, so le nejeverno preverili službeno potrdilo o prehajanju občinskih meja. Za treninge Bernarda Jurič tako ni bila prikrajšana. Pred kratkim pa je enotedenski dopust izkoristila za izlet v Črno goro. Tudi na tej poti so jo spremljali presenečeni pogledi policistov in carinikov. A si luda, ne, mislim, kamo sad ti ideš, ne, mislim, ja, znam, da sem luda, ne. Tako da pravim, ampak je to vseeno bistveno manjši odklop, ne, kot pa, ne vem, v Avstraliji, ki dejansko je kontinent, ne, ki ga prečkaš in tudi razdalje, par dni ne srečaš nikogar, recimo, ne. Divji živali, takšnih in drugačnih, ja, veliko jih je bilo, ne vem, ampak ne vem, so čutile tisto neko energijo in jaz sem poskušala čim bolj njim približati, kot ni njihov napadalec. Tako da edini napad sem imela napad srak v Avstraliji, ki so zelo agresivne, kar prileti in najde luknjo v čeladi in te res obkljuvajo, na udaru so ušesa, hrbet in je zelo nevarno. Ostale živali, ne vem, da spravim, bilo je na milijone kengurujev v neki prispodobi. Se spomnim v enem Ravenshood, ko sem pripeljala zjutraj, je bilo kot onih pri nas mačk, ko jim natočiš malo toplega mleka, pa prišibajo in se tako je bilo podobno kengurujev. V deželi tam spodaj je srečala tudi veliko kač vseh barv in oblik. Pripoveduje, da se je na poti vedla zelo odgovorno, nikoli ni brezglavo sedla na tla, premišljeno je izbirala lokacije za spanje. V puščavi je veliko divjih konj in goveda, ki te, če nisi v zaledju drevesa, lahko tudi poteptajo. Jih pa zaradi teže hitro slišiš, celo začutiš. Vibrira dejansko površina okoli tebe, ampak je pa tudi po drugi strani en zelo lep prestiž, ko kolesariš, poganjaš, opazuješ. In velikokrat se mi je zgodilo, da namesto, da bi gledala, sem gledala v zrak in so bili tudi kakšni manjši padci, no, ampak jaz pravim, da je bilo vredno. Bernarda Jurič pravi, da vse opekline, žulje, bolečine v mišicah in neprespane noči odtehta prečudovita narava s svojimi barvami, vonjavami in zvoki. Tisoče različnih vrst ptičjega petja, ne. Potem se tudi že navadiš na tisto žvižganje teh papig, ne, ki imajo res podobno. Parkrat sem se zamotila, kdo mi zdaj žvižga, ne, ampak ne, bili so papige, ki so dali svoje signale, ne. Začneš poslušaš divjanje vetra, šumenje oceana. Vztrajnostna kolesarka ima prav zato najraje digitalno tišino, kot ji pravi sama. Avstralija ji predstavlja odklop, vsem naporom navkljub pa počitek. Tja se je vrnila že 3-krat. Prva, takšna moja bolj odmevna kolesarska preizkušnja je bila Indian Pacific Wheel Ride, ki je potekal iz zahoda proti vzhodu, iz Pertha proti Sydneyju. Potem naslednja v istem letu je bila iz najbolj severne točke Avstralije, iz polotoka, čez notranjost po vzhodu na najbolj vzhodno točko Avstralije in najbolj južno točko Avstralije. Do Wilson Prom, to je en nacionalni park, ki te počaka en veliki kamen z enim lepim smeškotom in to je to. Tretja je bila res Torok, ki je pa bila dirka iz severo-vzhoda, malo višje od Cairnsa, oziroma kar nekaj višje po diagonali v notranjost. To je bila pa v bistvu tretja, taka malo bolj odmevna. S posebnim žarom pripoveduje o kolesarskih poteh, a se spominja tudi težkih preizkušenj in močnega vetra, s katerim se je borila. Ta najdaljša ravna cesta na svetu, ki ima višinske razlike na teh slabih 150 kilometrih, samo 3 metre,
iščeš najboljšo pozicijo na kolesu z najmanjšo uporom vetra, poganjaš na vso moč, ampak hitrost imaš pa 6 km/h, kot da bi gonil, ne vem, na Mangart ali pa še na kateri višji ali pa bolj strmi hrib. No. Bernarda Jurič je morala na svojih solo bikepacking doživetjih pogosto stisniti zobe. Kolesarila je s polomljenimi rebri in številnimi manjšimi poškodbami. Prepričana je, da se boriš z glavo, torej s svojimi mislimi in ne s telesom. Na nekaterih delih poti več 100 km ni bilo niti ene kotanje, da bi si načrpala vodo. Razkošje, ki smo ga vajeni doma, je v divjini tako dobilo povsem drugačen pomen. Ugotoviš, da moraš potrebe po hrani in po vodi nadzorovati z možgane, čeprav moram reči, da hrana mi je bila velikokrat zelo težka preizkušnja, sploh zvečer, ko sem se kje postavila šotor. Mi je pa zvečer tako neizmerno zadišala, da bi se enostavno uspela opreti te skušnjave in sem zajtrk pojedla že zvečer. Na mestih oskrbe je na dušek popila tudi liter vode, še raje Coca-Cole. Bernarda Jurič je vzdržljiva in odločna ženska, ki je bila, tako pripoveduje, samosvoja že kot otrok. Po zimi je na ponija privezala smuči in se odpeljala na bližnji hrib v Halozah ter se smučmi spustila v dolino. Športnim podvigom je okronala tudi svojo polnoletnost. Sem se odpeljala, to je bila moja prva nočna avantura z svojim kolesom Pinkijem na 100 km dolgo avanturo po noči, to se tako ven zgled šteje. Sem pa moram reči, da je bila kar pogumna, da sem se kar sama odpeljala. No. Še danes jo ljudje sprašujejo, ali je ni strah, saj se na poti odpravlja sama. Poskušam tudi z neko mero respekta, kdaj stopiti nazaj, ne, pač, ko gre za življenje, nekako ni heca, no. Ampak bolj me je strah recimo ljudi, kot pa same narave in pa same živali. Ne. Bernarda Jurič obožuje tudi zimske športe, še posebej tek na smučeh. Pred dobrim mesecem je na Rogli izvedla tako imenovani Everesting. Premagala je višinsko razliko med ničlo in najvišjo goro sveta. Ni bilo toliko problemi, kako sem pripravljena fizično, ampak bolj mentalno, kako bom jaz uspela 25 oziroma 26 krat podrsati za smučmi navzgor in se potem seveda z užitkom odpeljati navzdol. No. Ampak moram reči, da mi je uspelo, ampak sončni žarki so padali zjutraj, me prebujali na moj obraz. Veliko časa sem imela zaprte oči in samo akumulirala bistvo zvok in ko je bilo potrebno pač pogledala, a sem že na vrhu. Niso pa ji v izziv le domače bele strmine. Obožuje sever. Večkrat se je vrnila na Finsko in Norveško. Kot navdušena tekačica, ne vem, sem se 2-krat lotila projekta preko Finske prečkanja od ruske do švedske meje in enkrat od 69 severno na Finskem do Arktičnega morja, ki je bilo zelo toplo, imel cirka dobri 2 stopinje, temperatura zrača je bila minus 15 stopinj in se potem zelo ogreješ v tem oceanu. Bernarda Jurič sodeluje tudi v dobrodelnih projektih in verjame v solidarnost. Poudarja, da ni naklonjena masovni potrošnji, na svojih avanturah nima podpornega osebja, na pot pa vzame le najnujnejše. Moj obraz in pa moje oči so bile najlepše in najbolj svetleče tam daleč, brez šminke in pa ne potrebujem enih dodatnih nogavic, ne potrebujem dodatnih čevljev, ker če se bo pač kaj zgodilo, bom poskušala že nekako improvizirati, ne vem, če se ti pa nekaj zgodi, ne, a res težko reči ne morem ali pa ne gre več zaradi takšnega in takšnega razloga, ne, in jaz mislim, da ko sprejmeš tudi to, da lahko odstopiš in pa da rečeš, da ne grem naprej, je še mogoče večja dokaz samemu sebi, kot sprejeti samo zmago, no.